O, kakšne lepe gore! Pridi z mano. Poklicali so na Škofijske in so rekli, da naj vas malo nagovorimo, kak je bilo na Škofijski, zakaj smo se tja prijavili in zakaj se tja nujno morate prijaviti tudi vi. Okrožnice. Ko smo se naredili v Miklavža, angelčke in parklčke in smo po celi šoli potem delili mandarine in obiskali vsak razred, je bilo zelo zabavno. Razna pripravljena presenečenja za punce, kot so podoknice in take stvari, so mi zelo se vtisnile v spomin in je bilo zabavno pripravljati take stvari. Športni vikendi. Jutranja misel, oziroma duhovna misel, ko nam je ponavadi, če smo jo dobro zasnovali, pobrala kar celo uro. Ja, to je že namig za bodoče dijake. Kdo bo povedal duhovno misel? Lahko jaz. Jaz vem. No, daj Klemen, povej duhovno misel. Odloči zvoniti je prepozno. Bi kdo od vas kaj povedal na to? Jaz menim, da ko toča začne in ko toča pada in če potem pozvoniš, nisi nič naredil. Imaš prav, Lojze. Ja, jaz se pa spomnim tiste sedežne pri socialni delavki, ko je zelo prav prišla, če si bil bolan oziroma bolezen na Škofijski, enako kot vprašan sem čez 5 minut. Klemen, časa se pa ti spomniš, ko ti nisi Škofijske? Bil pa sem parkrat na Škofijski, ja. Dobro, hvala, Klemen, gremo nazaj k Škofijski. Toliko o šoli, zdaj pa da še nekaj zvete o nas. Zdaj bo vsak najprej povedal, kaj v življenju počne, potem, ko je končal seveda še fakulteto ali ne. Tako da začnimo, Lojzi, kaj si ti zdaj? Ja, jaz sem šel na ekonomsko fakulteto v Ljubljani, potem pa v bistvu sem se zaposlil doma v računovodskem servisu. Tako da opravljam denarne posle. Ti je Škofijska dala dovolj osnovnega znanja? Definitivno. Aleš? Po Škofijski gimnaziji sem šel na ekonomsko fakulteto v Mariboru na študij marketinga. Zdaj sem tik pred magisterijem, pišem magistersko nalogo, drugače pa sem zaposlen doma na kmetiji. Bom tudi mladi prevzemnik, skozi sem dal tudi že 2 evropska projekta, tako da mi je Škofijska dala kar nekaj znanja, potem pa tudi naprej fakulteta za te projekte, ki sem jih izvajal. Florian? Jaz pa sem po Škofijski se vpisal in dokončal strojni faks v Mariboru. Trenutno pa projektiram stroje in naprave za proizvodnjo. Matija? Po gimnaziji sem se vpisal na študij farmacije v Graz. Sedaj sem v zadnjem letniku, do konca študija še mi manjka nekje pol leta, magistersko nalogo že pišem. Drugače pa sem začel variti tudi svoje pivo, tako da to bo ena taka transka dejavnost. No, čiga? Po Škofijski sem se vpisal na grafične in interaktivne komunikacije na Naravoslovno-tehniško fakulteto v Ljubljani. Diplomo imam napisano, teoretični del nisem še diplomiral, sem pa v ponedeljek odprl že svojo drugo firmo, tako da gremo dalje. V glavnem ukvarjam se pa z grafiko, marketingom in tako naprej. Mi sestavljamo vokalno skupino oziroma skupino Il Divji. Spoznali smo se ravno na Škofijski gimnaziji, Matija, Lojzi in jaz. Smo bili sošolci, malo starejša sta bila pa Florian in Aleš. Zakaj pa z nami Klemen? Klemen je z nami zato, ker je naš novi prvi tenor in je rekel, da ga zanima naša zgodovina, tako da smo ga malo povabili. Florian se je pa žal pevsko upokojil in poslovne vode, žena, otroci. Zgodba Il Divjih se je začela v prvem letniku, ko smo zmagali na Pokaži, kaj znaš. Sicer smo takrat peli samo Matija, Lojzi, jaz in pa še 2 sošolca. No, takrat smo zmagali in tedaj Kušar je opazil potencial, nas povezal skupaj, takrat s Florianom, pridružil se je še Aleš in smo našo zgodbo začeli. Peli smo na verjetno vseh prireditvah, kaj jih je bilo na šoli, tako da če se vpišete na Škofijsko, to je res ogromno ene kulture, umetnosti, dogodkov, raznolikih dejavnosti, tako da uživali smo, ne fantje? Res je. Če ne drugega, zato ker smo imeli status kulturnika, pa smo se lahko zmišljevali, kdaj smo vprašali. Prepevamo že 10 let, imeli smo že ogromno nastopov. Tule je eden od naših posnetkov na YouTubu. Ta večer pod oknom ti bom čakal, da zagledam tvojo cel. Pridi z mano, vse
do modrega neba. Pridi z mano, na tebe si želim. Pridi z mano, vse do mojega srca. Pridi z mano, tebe si želim. Vabljeni, da si ogledate še vse naše ostale posnetke. Ustvarjamo ogromno lepe glasbe od priredb do avtorskih skladb. Vse, kar bi pa radi povedali za na konec, je še Odločitev za Škofijsko ne bo slaba, zato ker tam nisi številka in dejansko imaš odprte možnosti čisto vse. Od prvega letnika naprej se je dogajalo na polno. najbolj si bom definitivno zapomnil duhovne vikende, pa vse izlete, ki smo jih imeli, ko smo se družili. Jaz pa prednost v Škofijski vidim predvsem v tem, da res ponuja širino in vsakdo najde nekaj zase na tej šoli, tako da sigurno boste tudi vi kaj našli. Težko še kaj dodam. Tako samo rečem, da Škofijska da res eno zelo dobro odskočno desko za nadaljni študij na vseh smereh, je res nima kaj. Naj vas ne bo strah, Škofijska na prvi pogled zgleda res nekaj drugačnega, ampak je zelo pozitivno drugačna. Mi smo se imeli fajn, je zelo odprta srednja šola, sistem je fajn, predmeti so isti kot vse povsod, res je bilo fajn. Vidi se, da ste v redu srednjo šolo hodili. Nekaj je ratalo z vas, no. No, in če bi radi, da nekaj rata tudi z vas, se vpišite na Škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška. Hvala, da ste bili z nami. Z vami smo bili Il Divji, tukaj so vsa naša družbena omrežja, followajte nas in sodelujte v vseh naših dejanjih še naprej in uživajte. Čau! Čau! Ja. Adijo! Želim je, pridi z mano, vse do modrega neba. Pridi z mano, tebe si želim. Tebe. Pridi z mano, vse do mojega srca. Pridi z mano, tebe si želim.